Pri tej nalogi želimo doseči, da se bo pes premikal v odvisnosti od smernih tipk. Se pravi, če pritisnemo puščico v desno, se pes premakne v desno, če pritiskamo levo, naj se premika levo, če puščico navzgor, naj gre navzgor in seveda tudi navzdol. Prva stvar, ki bomo naredili, druga pa je, da bo se žogica premikala naključno po zaslonu, tako dolgo, dokler se ne dotakne psa. Ko se dotakne psa, pa izpiše ujel si me. Začnimo z psom. Ob kliku na zeleno zastavico želim, da se ves čas ponavlja ista stvar in sicer ves čas želim, da se preverijo 4 stvari. Najprej želim, da se preveri, ali je slučajno pritisnjena tipka v desno. Spravi, v pogojnem stavku potrebujemo sedaj tukaj noter pogoj, pri zaznavanju ga bomo našli in sicer ali je pritisnjena tipka puščica v desno. Če je pritisnjena puščica v desno, kaj želimo, da se zgodi z psom? Želimo, da se najprej premakne v smer desno, v desno. Nato želim, da se videz psa, oziroma izgled psa, zamenja na A. Nato želim, da se premakne 10 korakov, počaka zelo kratek čas, recimo 0,05 sekunde. Nato želim, da se zamenja videz na videz B in spet naredi 10 korakov. Poglejmo, če to deluje. Če klikam desno, v resnici kuža hodi. Če bi pa želel, da se pes odziva tudi na tipke v levo, potem lahko ves ta pogojni stavek, če podvojim, ga dodam tukaj od spodaj in sedaj popravim samo te stvari. Se pravi, če je pritisnjena puščica v levo, se mora pes obrniti v levo, ne več v desno in narediti iste korake. Preverimo, če deluje. Pritiskam puščico v levo, pritiskam puščico v desno, deluje. Moram isto narediti še navzgor in navzdol. Torej spet podvojim kodo in tukaj spodaj, če je pritisnjena puščica navzgor, se mora pes obrniti navzgor, vse ostale pa isto. In če naredim še za navzdol, se pravi, če je pritisnjena tipka puščica dol, se naj pes obrne dol in naredi korake. Preverimo. Tako. Včasih se pes ne premika tako, kot si želimo. Če je izbrana ta možnost, se bo tudi pes vračal navzgor. Če želimo, da se samo vrača levo-desno, izberemo tukaj tole puščico levo-desno. Torej s klikom na I dobimo to možnost, ker določimo, kako se pes obrača. Sedaj pa še moramo nastaviti žogo in sicer ob kliku na zeleno zastavico želim, da se obrne v smer, poljubno smer med minus 30 in plus 30 stopinj. Potem pa želim, da se začne odbijati, torej da se začne žoga premikati. Vendar tokrat ne bom dal ukaza ponavljaj, ker želim, da se žoga premika samo tako dolgo, dokler se ne dotakne kužeka, torej psa. Zato uporabim tole zanko. Ponavljaj do takrat, ko je izpolnjen pogoj. Pogoj pa bo, da se dotika psa. Se pravi, ta zanka se bo izvajala samo tako dolgo, dokler se ne dotakne psa. Ko se dotakne psa, je te zanke konec. Kaj pa želimo, da se v zanki dogaja? Želimo, da se naredi 10 korakov in da potem, če se slučajno, če je na robu, naj se odbije. Tako dolgo se to izvaja. Potem, ko pa se dotakne psa, pa želimo, da izpiše ujel si me. In s tem je tudi program končan. Poglejmo. Torej, lahko ga premikamo, ko ga pa žoga se dotakne, pa izpiše ujel si me.